Ob Mednarodnem dnevu invalidov, ki ga vsako leto obeležujemo 3. decembra, je na Brdu pri Kranju, tako kot vsako leto, potekala slovesnost v počastitev Mednarodnega dneva invalidov. Še danes imamo v živo spomin, ko sem se pred volitvami prvič sestal s predstavniki organizacij, ko smo se prvič dogovorili, da nič o invalidih brez invalidov, in se tega reka držim ves mandat. In jaz ravno ta, če želite, medsebojna iskrenost in razumevanje je edini temelj, na katerem lahko gradimo, zato da bo tudi prihodnost v resnici za vse skupaj nas boljša. Z našim delom moramo ljudem ustvarjati predvsem priložnosti. Priložnosti za učenje, za delo in dostojno in samostojno življenje. Življenje, ki ljudem brez hip ali ovir povsem samoumevno, mnogim od vas pa samo velika želja. Ali je naša družba res vključujoča? Moramo pomisliti tudi na to, kako ravnamo z vami, ki se vsak dan soočate z ovirami, ki jih mnogi ne vidijo. To je preizkus človečnosti, to je preizkus tudi države. In zato se vam iskreno zahvaljujem za vaš pogum, ki pogosto ostane neopažen, za vašo iskrenost, ki nas uči, in za vaš glas, ki oblikuje bolj pravično družbo. Mednarodni dan invalidov praznujemo 3. decembra že od leta 1992 in ob tem dnevu opozarjamo javnost na svoje pravice, o pravico do dostopnosti, kaj gluhim in naglušnim manjka. Odkar sem predsednik, se z Vlado Republike Slovenije dogovarjam glede dviga komunikacijskega dodatka in sistemskega financiranja razvoja slovenskega znakovnega jezika. Žal to odgovornost na ministrstvih prelagajo na druge in doslej nismo dobili pravega odgovora na to. Vsi ste pomemben del naše slovenske družbe in vse vas imam neskončno rada, to je dejstvo. Država pokaže svojo veličino takrat, ko zna in zmore poskrbeti za tiste, ki so šibkejši v naši družbi. Ker se bliža čas božičnih in novoletnih praznikov, pa mi vendarle dovolite, da vašim gledalkam in gledalcem zaželim ene lepe praznike, preživite jih v krogu družine, ostanite takšni, kot ste, sončki, topli in srčni ljudje, in hvala vam lepa za vse, kar dajete Sloveniji, kar dajete skupnosti. Ob dnevu invalidov so zbrani poudarili pomen sodelovanja, dostopnosti in vključevanja ter opozorili na izzive, ki kljub napredku ostajajo. Sporočila govorcev so jasno izpostavila, da se razvoj družbe meri tudi po tem, kako odgovorno in dosledno prepoznava potrebe invalidov. Sprejem se je zaključil z željo, da bi tudi prihodnja leta prinesla konkretne korake k bolj vključujoči Sloveniji.